Dobrodošli nazaj, sem Nejc iz Level Up Training Centra in danes se bomo naučili, kako naredimo te trakce, ki služijo za zaščito dlani. Namreč, kadar imamo workout, v katerem je veliko pull-upov, autobarov, česa podobnega, se zna zgoditi, da si otrgamo kako tisek ali pa dobimo žulj. Žulji so cool samo prvič, namreč malo poslikamo, damo na Facebook, delimo s prijatelji, drugič not so good. Zakaj? V bistvu dejansko nam onemogočajo optimalni trening. Tako izgledajo kupljeni, tako izgleda doma narejen. Sedaj bistvena razlika, oziroma prvo gledamo, kako se uporabi. Namreč damo čez prst, tisti, ko hočete malenkost z večjo zaščito, uporabite dva popa. In dejansko namesto, da bi palica oziroma štanga, katero se držimo, delamo zgibe, namesto, da bi drgnila ob dlan, kožo, drgne enostavno ob ta trak. Edina razlika, zakaj, oziroma edini razlog, hkrati edina razlika, zakaj bi želel uporabljati te kupljene, je namreč, kadar imamo v samem treningu kombinacijo pull-upov, zgibov, kakorkoli, in dela z olimpijsko palico, predvsem kakšnih olimpijskih dvigov, clean and jerk, snatch. Namreč super zadeva, kadar delamo pull-upe, mehko, oblaži manj trenja za dlani, ampak kadar želimo delo z olimpijsko palico, želimo, da je sam fi oziroma obseg palice čim manjši, da lažje palico držimo. Zato, kar nam ti kupljeni trakci omogočajo, je, kadar končamo z pull-upi, enostavno potegnemo s prstov, obrnemo in imamo normalni fi same palice. Kadar pa imamo pač te trakce preko, pa se sam obseg palice nekoliko poveča. Ok, dajmo si pogledati, kako naredimo te homemade trakce za zaščito dlani. Gremo najprej v Millera, DM-a, športno trgovino, lekarno, kupimo en tak trak. Naj bo širši, tam 2, 3, mogoče celo 4 cm, kakorkoli. Ko ga imamo, trgamo približno, malo preveč, potrgamo približno takšen trak, kos traka. In ga prepolovimo na pol. Lepljiva stran naj bo obrnjena proti lepljivi strani in bodite dokaj pedantni s tem, kajti namreč, če bi se tukaj trak na grbanču, bi nam ta neravnina, kakorkoli, dejansko lahko povzročila, da dobimo žulj, kar v bistvu ti trakci so proti žuljem. Enostavno. Damo na polovičko. Evo, to je to. Ko imamo to, bomo iz tega naredili takšno zanko. V bistvu ta zanka je dejansko to, skozi katero bomo potisnili prst. Zato si previdno odmerite velikost te zanke. Namreč ne želite, da je zanka prevelika in definitivno ne, da je premajhna, kajti na koncu dejansko prsta ne boste morali spraviti skozi. Ko odmerimo, položimo na mizo in malo tako prepognemo, stoji na miru, evo, tukaj. Nato otrgamo malenkost daljši trak, in ga položimo na tega obstoječega. Ta del traka naj sega do tiste višine, ki smo si prej označili, da je dovolj, da gre prst skozi to zanko. To je bilo nekaj tukaj. Še enkrat, bodite dokaj pedantni s tem. Ok, ko imamo to, obrnemo zadevo in sedaj ta del traka izenačimo s tem delom, katerega smo zalepili prej na prejšnji strani. Ok. Nerodni pa smo nerodni.
Ok. Važno je, da je ta del čim bolj gladki. In dejansko je to. Preverimo, če nam paše. Na začetku je fajn, da je malenkost tesen, kajti čez čas se bo sama luknja malenkost povečala in če bi že v štartu naredili prevelikega, bi tukaj nastala ena luknja, katera dejansko ne bi pokrivala teh otiskov, katere že imamo in nam lahko povzroči trganje teh. Zato, vsi tisti, ko hočete večjo zaščito, si nataknete 2. Ko imate trakec na dlani, sedaj, če je ta del predolg, oziroma kakšno dolžino želite, da trakec sega vsaj nekje do sem. Če je predolgi, ga lahko odrežete ali pa enostavno tako zavihate. Vzamete še en trak, hop, tako, date okoli zapestja in je dejansko to podoben trakec to. Ko ste končali, enostavno potrgate ta delbek in si shranite tega za naslednjič. A ja, še to. Vsi tisti, ki želite vedeti, kako negovati dlani, kako pravilno odstraniti otiske, pobrskate po našem YouTube kanalu, poiščite video z naslovom Kako negovati dlani. Drugače pa bo link do tega videa prav tako v opisu tega videa in se vidimo naslednjič. Če vam je bil video všeč in bi želeli na mail prejemati podobne brezplačne vsebine, pojdite na levelup.si in se naročite na Level Up e-novice.